Ko na praznični mizi zadiši domača šunka in se na zajtrku zbere vsa družina, je velikonočna nedelja. Velika noč je eden izmed dveh največjih krščanskih praznikov, ki se praznuje že dolga stoletja. Tradicija velikonočnega zajtrka nosi s seboj tudi obredne jedi, med katerimi ne sme manjkati domača šunka. Kuhana ali pečena v testu je ena izmed največjih dobrot v slovenski kulinariki. Danes je na tržišču mnogo različnih ponudnikov te tradicionalne dobrote, le malo pa je takih, ki jo izdelujejo na star način. Eden izmed njih je mesarski mojster Lojze Nograšek. Ja, začne se pri nakupu prašičev. Moramo gledati, da res dobimo prave prašiče, potem jih pripeljemo, da nimajo stresa, jih lepo zakoljemo, ohladimo na plus 7 stopinj, potem jih drug dan po klanju razkosamo na več delov, tako da dobimo take vrate, potem so plečeta, rebrca, v glavnem šunke imamo tudi in potem jih razkosamo in čim prej solimo, zaradi tega, da se še mlad meso hitreje razsoli. To traja, recimo, debel kos traja tam do 15 dni, tanjši lahko tudi en teden, ampak vse to solimo suho. Zaradi tega, da je bolj lep meso, da je bolj zlato rumen in da tudi kupec, ki ga vidi, da ga raj kup, potem pa tudi šunka sama je okusna. Mislim, temperatura mora biti tam okrog 8 stopinj v hladilnici, ne sme biti nižja, zaradi tega, ker se ne prodira tako hitro sol. In to potem, po 3 tednih, mi to operemo, to meso, ga damo v komoro, ga v komori držimo 3 dni, prekajujemo. Prekajovanje z žagovino, bukovo žagovino ali hruškovo, kar mislim, v glavnem mora biti prava žagovina. Potem pa to skladiščimo. Skladiščimo pa tam po potrebi. Mora biti pa tam na 6 stopinj, da tu lepo stoji, da ne preveč ne kalira in take stvari. Moramo gledati tudi malo stroškovno. Ja, ko oblikujemo, gledamo, da je čim bolj lepo, da ni zarezano, da dobimo šunko prekajeno, da je ljudem všeč. Tako pravijo stari mesarji, pravijo, če je mesarju všeč, mora biti tudi stranki. To je pravilo. In tu mi skozi gledamo, da res naredimo, da ni premasno, da ni, mislim, v glavnem pravi kos mora biti. Solimo 2%, zaradi tega, ker to je poltrajno solenje. Zaradi tega, ker za trajno solenje se pa soli več. To je pa velikonočna šunka, ki se kuha, in ni potrebe, da se več soli. Recimo rebrca se lahko solijo tudi manj, ampak šunka pa mora, da zaradi tega potem na koncu malo operemo, to se pravi operemo, ki jo damo v komoro, jo operemo, ki jo damo iz komore, da ta sol se izcedi iz šunke, da ni preslano, ker stranka dobi, da je zadovoljna z šunko. Sol uporabljamo, navadno sol pa malo sladkorja. To je bistvo solenja. Brez nitritov pa brez nitratov pa tega. To mora biti, da je šunka okusna. Tukaj je prekajevalna komora, to je hladno dimljenje na žagovino. Potem pa tako, ko vidimo, da je lepa, rumena, je ona gotova. Mislim, večkrat moramo obrniti voziček, pa to, da je enakomerno lepo rumeno. To se pravi po 3 dneh, to ven vzamemo, pa spet na nov.
Zmeram pa premer damo v komoro, moramo mečkaj posušiti meso, zaradi tega, da ni črn. To se pravi, da če je meso mokro noter damo, ostane črn. Se prime din gor in tista šunka ni lepa. Mora biti mečkaj, se mora sušiti na zraku, pa odteči, potem je šele damo noter, zaradi tega, da je meso lep rumen. Ja, to je hladilnica za shranjevanje poltrajnih izdelkov. Tukaj shranjujemo in hladimo in čaka to do kupca, da jih je treba spakirati, jih je treba pregledati, da so vse v redu. Potem pa jih vakuumsko spakiramo in damo po trgovinah ali jih sami prodamo kupcu. Šunka je dober, ponovadi se tako reče, kilo šunke 1 uro kuhanja. To se pravi, dober je, da je malo bolj kuhana kot malo manj. Zaradi tega, ker je bolj okusna. Tu je sproban in tu lahko vsakmu rečem, naj jo skuha malo bolj. Ne sme pa preveč vreti. Ko je kuhana, jo od vodo ven, pa jo daš nazaj v piskar, da se v piskru ohladi, da ostane malo te sočnosti v njej. No, ta šunka, to je pleče, je najbolj primerna, za družinsko šunko. To je vaga okrog 3 kile, kuhaš jo približno 3 ure in to potem na mizo s hrenom in vsem vesele velikonočne praznike in dosti pirhov in šunke.